Rada bi vam dala eno video učenje, in sicer recimo primer, da pride do nekega takega razmišljanja oziroma komentarja. Najtežje je delati tečaje, meditacije in tako dalje, ko imaš natrpan urnik, to pomeni, se zdi, da ni časa za recimo delo na sebi in tako dalje. In potem moraš ti ta čas dobesedno ustaviti, ga nekje najti, in potem, kaj se zgodi še je, da greš v meditacijo, oziroma tisti program, karkoli že delaš, in moraš noter spet delati. A si predstavljate, dostikrat možgani to tako jemljejo, a ne? To pomeni, imam natrpan urnik do konca obveznosti, potem pa moram znotraj tega, ko se zdi, da sploh tega časa ni, moram najti čas, da dobesedno nekako ustaviti, zato da grem v meditacijo, ker moram spet delati. To recimo lahko ti možgani zelo predstavijo, eno tako zgodbo, pa mogoče bi bilo dobro, da veste, zakaj se tukaj v resnici gre. Okay? Verjamem, da je dostikrat tako, verjamem, da je ljudem fizično tako, verjamem, da imajo take časovne obveznosti, absolutno se strinjam, pa vendarle, da vam še nekaj drugega povem, ko ti to narediš, torej ljudje, ki vejo, da hočejo ustaviti ta čas, zato da grejo spet delati v meditacijo, je to delo, ki je investicija in ne napor. To je delo, ki je energijska investicija, ki bo vplivala na prvo delo. Torej, to delo, kjer moraš samo dajati ven od sebe energijo, dajati ven ljudem, službam, komorkoli že, je, razumeš, je ta neka fizična energija, kjer si ti prisoten in kjer ogromen energije daješ. Ta druga energija je tudi delo, ampak je delo, ki je naložba, je investicija, kamor ti notri daješ energijo, zaradi tega, ker ima ta druga energija, torej meditacije, tečaj in tako dalje, ima sposobnost zmanjšati negativne učinke prvega hitenja, včasih se mogoče celo zdi norenja. Torej, to drugo delo delamo zaradi tega, ker če ti to investicijo narediš, pride do tega, da dojameš, da se nočeš več ko izčrpavati, da tudi, kadar imaš naporne urnike, rešuješ ven dobesedno posledice, ki ima to na telo, na psiho, na manifestacijo, na življenjsko poslanstvo, na odnose, na okoliščine. Razumeš? Ta investicija je nekako nekaj takega, kar potem ublaži negativne efekte tistega prvega. Se strinjam, da je tudi delo, pa vendarle morate vedeti, kakšne dolgoročne rezultate vi lahko pričakujete od redne meditacije, a ne, kar uči recimo tečaj meditacije in tako dalje, kakšne rezultate vi lahko pričakujete. Ker ljudje ponavadi naredijo tako, samo delajo, norijo, natrpani urniki, v enem trenutku bo prišlo do konca tega. Pride sindrom izgorelosti, pride naveličanost, pride bolezen, pride poškodba, pride razpad okoliščin in takrat potem so ljudje prisiljeni so ustaviti. Prisiljeni so fizično ustaviti ta tempo, ampak to boli. Če pa ti, namesto da te neki fizično na tak brutalen način prisili, a ne, saj smo to prehodili ne enkrat v življenju večkrat, če pa ti veš, da si ne želiš tega, da priješ do tega, ker pride presled do tega, ni šans, da to zmoraš doživljenjsko furati nekako, če pa ti veš, a ne, tamle imam orodje energijsko, ki bo pomagalo, torej, dokler sem šel v tem tempu, ublažiti fizične posledice, psihične posledice, odnose, da manifestacija teče hitreje, pomeni, če manifestacija teče hitreje, potem se tudi časovni pritisk tega prvega pola začne manjšati.
vedno več lahko narediš v krajšem času, vedno manj si pri tem utrujen, vedno več energije obdržiš zase. In zato to delamo, zaradi tega to delamo. In to je izjemnega pomena, zato jaz mislim, da so tečaji meditacije in energijske tehnike, ljudje rečejo, joj, pa zdaj nimam časa delati na sebi. Ok, seveda lahko to rečeš, seveda lahko to narediš, lahko pač mi ne verjameš, da je na besedo, lahko ti pa povem, da je bolj, že nekaj takega slišiš od mene, kakor da slišiš potem to isto informacijo, zakaj je do nečesa prišlo in zakaj ljudje prihajajo do takih stanj od pač močne bolečine, kakršnekoli že vrste, ki nastopi v tvojem življenju. Zato hočemo delati energijske investicije. Ta vsebina, katero si ravnokar ogledala, je nastala na čudovitem tečaju meditacije. Tečaj meditacije je starodavni tečaj, ki pa vključuje tudi nove principe, ki se prilagodijo moderni dobi, zato da je tvojemu umu, telesu, čustvom, manifestaciji in tvoji duši lažje. Meditacija je namreč res visoko učinkovita metoda, če jo znaš dobro uporabiti in dobro nekako distribuirati v svojo energijo in v svoje življenje, potem je to absolutno nekaj, kar pokaže hitre manifestacijske rezultate in počutja, katera si ti želiš. Naj te samo naučim, kako se to naredi, zato da če meditiraš, da je res neka efektivnost, zato da res veš, da iz neke meditacije lahko izčrpaš nekaj, kar je učinkovito, pozitivno in hitro učinkovito. In vse to in še več je tečaj meditacije. Če pa bo želela, lahko potem tudi ti postaneš učitelj, učiteljica meditacije, kar ti bo moj certifikat vsekakor omogočil. In jaz mislim, da na tem svetu potrebujemo še več meditacijskih učiteljev, zato ker svet je tak, kot je, hiter in intenziven. In čas je, da nam meditacija pri tem pomaga. Kako? Pridruži se nam, naklikaj si povezavo.